Buongiorno, dober dan, hello. Jaz sem Roberta Fortuna, prihajam iz območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, OZ Nova Gorica. In v okviru projekta Euradria bi vam danes rada predstavila PCT v Sloveniji oziroma v italijanščini bi rekli Green Pass. Kakšna je situacija pri nas glede PCT potrdil, se pravi potrdil v zvezi s COVID-19? Evropska unija je 1. julija letos začela uvedla uredbo o digitalnem potrdilu EU o COVID-19 in na ta način so se evropska digitalna covidna potrdila za evropske državljane in prebivalce preverila enotno po vsej Evropski uniji. Se pravi, govorimo o enotnem evropskem sistemu, kar je tudi cilj Evropske unije. Govorimo o evropskem digitalnem covid potrdilu, ki se pri nas je prevzel kratico PCT. Bom v nadaljevanju poudarila tudi, kaj je kratica PCT, se pravi preboleli, cepljeni oziroma testirani. Kaj sploh je to potrdilo? Se pravi, je digitalno dokazilo, ki dokazuje, da je oseba ali cepljena proti COVID-19, ali je prejela negativen rezultat testa na COVID-19 oziroma je prebolela COVID-19. Takole izgleda primer certifikata o cepljenju, se pravi v digitalni obliki, ali na računalniku ali na telefonu. Na levi imate papirnato različico, na desni pa digitalno različico tega digitalnega potrdila. Kakšno lahko je to potrdilo? Se pravi, za prehajanje meje oziroma za kakršnekoli druge aktivnosti, ki jih bom v nadaljevanju omenila, lahko je v digitalni ali v papirnati obliki. Pomembno pa je, da je opremljeno s kodo QR kodo, ker ta koda omogoča potem preverjanje istovetnosti tega potrdila. Pomembno je, da je to potrdilo brezplačno, se pravi, cilj je, da je to čim bolj razširjeno in brezplačno za vse državljane. Pri nas se uporablja v jeziku države članice in v angleščini, se pravi konkretno pri nas v slovenščini in v angleščini. Značilno je, da je varno, se pravi zaščiteno z QR kodo in drugimi varnostnimi sistemi in najbolj pomembna zadeva tudi, da je veljavna v vseh državah Evropske unije in da predstavlja en splošno sprejet standard. Tukaj imamo potrdila, primere aplikacije, slovenske aplikacije, s katero lahko dokazujemo v konkretnem primeru potrdilo o cepljenosti. Se pravi, na telefonski aparat si naložimo aplikacijo, v kateri hranimo vsa potem digitalna potrdila, tako o cepljenju, kakor morebitnem testiranju. Sistem je centralno voden, nacionalno in v kateremkoli trenutku imamo z digitalnim potrdilom tudi dostop do svojih lastnih dokumentov. Se pravi, tudi v primeru, da papirnatega potrdila nimamo s sabo, imamo na telefonu vedno dostop do svojih dokumentov. Predstavlja kot neke vrste osebno izkaznico ali pa pri prehodu meje celo lahko rečemo nek potni list posameznika. Se pravi, kot sem omenila, je evropsko digitalno potrdilo varno, kar pomeni, da vsebuje kodo QR, za katerim je seveda digitalni podpis posameznika in ravno to je tista zadeva, ki ščiti pred ponarejanjem tega dokumenta. In v vsakem preverjanju pristnosti tega potrdila oziroma kode se skenira ta QR koda in na ta način preveri digitalni podpis. Ker ima vsak izdajatelj lasten ključ za digitalni podpis, in v Evropski uniji obstaja evropski portal za preverjanje vseh podpisov potrdil v Evropski uniji. Se pravi,
zadeva precej sofisticirana in informacijsko podprta. Pravi, kako v praksi izgleda digitalno potrdilo, v praksi vam lepo predstavlja, se pravi, oseba se ali cepi, ali testira, ali preboli COVID. Na podlagi tega se izda in podpiše potrdilo, generira se QR-koda, ki jo potem lahko dobimo ali na papirju ali jo naložimo iz naprave, se pravi računalnika oziroma telefona, telefonskega aparata. Potem se pri preverjanju preverja podpis, in sicer prek skupnega portala Evropske unije, se pravi, kjerkoli v Evropski uniji lahko to kodo preverijo in prek aplikacije ugotovimo, ali je koda ustrezna, ali je potrdilo avtentično in na ta način veljavno. V kolikor prihaja do zlorab, se to takoj vidi in se izpiše, da je potrdilo neveljavno. V Sloveniji je bil sprejet odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV in na podlagi tega se je uvedlo potrjevanje PCT. Kaj je namen tega odloka? Glavni namen je zajezitev širjenja okužb z virusom, seveda. In ta odlok uvaja pogoj PCT, ali kakor bi v drugih državah rekli Green Pass. Kaj še enkrat poudarjam, PCT v Sloveniji pomeni P kot prebolevnost, se pravi nekdo, ki je prebolel COVID, C kot cepljenost, se pravi bil cepljen z enim oziroma dvemi odmerkami cepiva oziroma testiran v ustreznih časovnih presledkih. In kakšna so dokazila PCT? V Sloveniji trenutno velja, da je potrdilo o negativnem testu veljavno. V primeru PCR testiranja je veljavno do 72 ur. Potrdilo v primeru hitrega oziroma HG testiranja pa velja do 48 ur. Se pravi, je treba vsakih 48 ur v primeru testiranja s hitrim testom dokazovati znova negativni bris na COVID. Potem drugo dokazilo, ki je v veljavi, je digitalno COVID potrdilo, to je evropsko digitalno potrdilo, ki vsebuje QR-kodo. Potem kot ustrezno dokazilo veljavno se upošteva tudi digitalno ali tiskano COVID potrdilo tretje države, ki pa mora vsebovati kodo QR in podatke kot evropsko digitalno potrdilo v angleškem jeziku, kajti le takšno potrdilo tudi omogoča preverjanje istovetnosti tega potrdila. Potrdilo, ki se še upošteva po odloku, seveda, je kartonček oziroma dokazilo o cepljenju, in sicer po drugem odmerku v primeru cepljenja s cepivom Pfizer, Moderna, Sputnik, CoronaVac, AstraZeneca oziroma kombinacija izmed teh dveh navedenih cepiv oziroma po enem odmerku cepiva Janssen. Potem še naslednje potrdilo, ki se upošteva, je potrdilo o pozitivnem PCR testu, pomeni, da oseba po 10 dneh, ko je prebolela, ko je pa bila pozitivna na PCR test, se šteje, kot da je prebolela COVID, pomeni, da izpolnjuje pogoj PCT. Ta pogoj PCT, ta oseba, ki je prebolela COVID, izpolnjuje, se pravi, med 10 dni, potem ko je bila pozitivno testirana, do 180 dni po tem pozitivnem testu. Naslednji dan ne izpolnjuje pogoja PCT, kolikor v tem času ni opravila ali cepljenja ali testiranja. In zadnje potrdilo, ki se dokazuje kot PCT, je potrdilo o prebolevnosti. Se pravi, to je prebolevnosti, se pravi, kakor sem prej omenila, plus en odmerek cepiva do 80 dni.
In po trenutno veljavnem odloku je potrebno v Sloveniji pogoj PCT izpolnjevati morajo vse osebe, ki opravljajo kakršnokoli delo. Se pravi, vsi, ki so zaposleni ali samozaposleni in prav tako uporabniki storitev in potrošniki. Izjeme, ki ne potrebujejo izpolnjevati pogoja PCT, so v Sloveniji trenutno osebe, ki delajo od doma, mlajši od 15 let in osebe pod posebnimi pogoji. Potem pod izjeme spadajo tudi spremljevalci otrok, se pravi recimo starši, ki spremljajo otroke v šolo in vrtec, vendar samo do 3. razreda osnovne šole. In starši oziroma skrbniki, v kolikor spremljajo otroka k zdravniku, in sicer do njegovega 15. leta starosti. Izjema, ki ne potrebuje tudi dokazovanja pogoja PCT, so učenci in dijaki pri javnem prevozu. Prav tako nam ni potrebno tega dokazila pokazati pri prevzemu pošiljk na pošti, pri nujnih storitvah, se pravi zdravstvo, obisk zdravnika, varnost, obramba, sociala, in pri mednarodnem prevozu v Republiki Sloveniji, seveda samo v primeru, da zapustimo državo v 12 urah. Seveda je ena izmed zelo pomembnih potem izjem tudi nujna oskrba z osnovnimi življenjskimi izdelki. Vendar v nujni življenjski izdelki pomenijo samo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno seveda s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, in specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Se pravi, izključno za osnovne življenjske potrebe. In ravno tako med izjemo ne spadajo te prodajalne, če so znotraj trgovskega centra. Pomeni, da v primeru, da so prodajalne z nujnimi življenjskimi potrebščinami, tako hrana ali pijača oziroma farmacevtske ali druge izdelke, v kolikor so te prodajalne znotraj trgovskega centra, mora potrošnik tudi v tem primeru dokazovati pogoj PCT. Kaj pa zaposleni? Zaposleni na delovnem mestu morajo nujno izpolnjevati enega izmed pogojev PCT, se pravi, ali preboleli na COVID, ali cepljeni proti COVID, ali testirani na COVID. Vendar v tem trenutku odlok določa, da lahko zaposleni opravljajo tudi samotestiranje s hitrimi testi enkrat tedensko. Se pravi, odgovorna oseba delodajalca mora organizirati samotestiranje tistih, ki ne izpolnjujejo pogoja preboleli ali cepljeni. Se pravi, za vse, ki ne izpolnjujejo teh pogojev, mora delodajalec organizirati samotestiranje. Na primer, v ponedeljek ob 8. uri zjutraj vsi, ki ne izpolnjujejo pogojev, ki niso ali preboleli ali cepljeni, se morajo samotestirati. Pomeni, da opravljajo samotestiranje pod nadzorom delodajalca in se vpišejo v evidenčni list, kdaj so opravili to testiranje, kakšen je bil rezultat, in se morajo podpisati. Se pravi, v primeru, da je ta test pozitiven, potem sledi ustrezna obisk pri zdravniku in opravljanje testa PCR in tako naprej. V primeru, da je test negativen, lahko opravlja delo. Vendar moram poudariti, da to samotestiranje, ta negativni izvid testa velja samo za delo v delovni organizaciji. Se pravi, to samotestiranje ne velja v primeru, da sem jaz kot zaposleni potem v popoldanskem času tudi potrošnik. Velja samo na delovnem mestu. Vkolikor pa oseba opravlja tudi delo na terenu zunaj podjetja, dostavo in montažo, pa se mora testirati s hitrim testom HAG, in ki velja 7 dni, vendar samo za opravljanje dela, ne kot potrošnik. Naj poudarim, kar je zelo pomembno, da stroške testiranja na delovnem mestu krije delodajalec. Pravi, niso breme dela, ampak
ampak so v breme delodajalca. V primeru potrošnikov, ko pa po popoldanskem času smo iste osebe potrošniki, pa ne velja, kot omenjeno, več samotestiranje, to velja samo za delovno mesto. Moramo imeti, kolikor se testiramo, negativen izvid HAQ testa, ta ima veljavnost samo do 48 ur, ali pa negativen izvid PCR testa, ima veljavnost do 72 ur. Seveda v tem primeru nosimo stroške testiranja sami, kot uporabniki oziroma potrošniki. Se pravi, tukaj vam pripravila eno tabelo, kjer je lepo razvidno, kako je testiranje. Se pravi, vkolikor opravljamo delo na delovnem mestu, je dovolj samotestiranje na 7 dni, ki se mora zabeležiti v evidenčni list in opravljati točno isti dan ob isti uri. Seveda je možno tudi hitri test oziroma PCR test. Vkolikor opravljamo delo zunaj, samotestiranje ni več možno, je potreben hitri oziroma PCR test, ki veljata oba 7 dni. Vkolikor pa smo potrošnik, se pravi, samotestiranje ni možno in v tem primeru za potrošnike velja hitri test samo 48 ur, ne pa 7 dni, kakor v prejšnjem primeru, in ravno tako PCR test velja samo 72 ur oziroma 3 dni in ne 7 dni, kot v primeru dela. Torej, iz te tabele je lepo razvidno, kakšne so razlike pri testiranju. Kako pa izvajamo v praksi PCT preverjanje pogojev? Se pravi, vse organizacije, delovne organizacije moramo poskrbeti, da ustrezno označimo vhode in se pravi za uporabnike. Se pravi, na vhod napišemo, da se lahko konkretno v naši organizaciji vstopajo samo osebe, ki izpolnjujejo pogoj PCT in smo dolžni to tudi preverjati. Preverjamo pa z aplikacijo za preverjanje QR kod, običajno oziroma na druge možne načine. Kaj pa v primeru, da oseba kot potrošnik ne izpolnjuje pogoja PCT ali pa kot organizacija ne izpolnjuje pogoja PCT? V Sloveniji obstaja Zakon o nalezljivih boleznih, ki določa globe. Se pravi, vkolikor podjetje ne izpolnjuje pogoja PCT oziroma ne preverja pri svojih potrošnikih, lahko dobi globo od 4.000 do 100.000 evrov. Samostojni podjetnik lahko dobi globo od 2.000 do 50.000 evrov. Poleg tega pa tudi odgovorna oseba podjetja globo od 400 evrov do 4.000 evrov in prav tako posameznik plačati globo od 400 evrov do 4.000 evrov. Se pravi, o vseh teh kaznih odloča inšpektor, ki sankcijo izreče glede na nepravilnost. Ali je to opozorilo, opomin ali globa. Se pravi, in poleg tega pa smo podvrženi tudi kaznivemu dejanju, ker Kazenski zakonik Republike Slovenije v 251. členu za ponarejanje listin predlaga zapor do 3 let. Se pravi, v primeru, da lažnive dokumente izpostavimo, tvegamo zapor do 3 let. Po 177. členu Kazenskega zakonika pa smo potem podvrženi še kaznivemu dejanju prenašanja nalezljivih bolezni in tukaj so razne opcije, se pravi, vkolikor smo odgovorni, da se nalezljiva bolezen razširi, tvegamo denarno kazen ali zapor do 1 leta, oziroma zaradi dejanja iz malomarnosti tvegamo denarno kazen ali zapor do 6 mesecev. Če je posledica našega dejanja smrt ene ali več oseb, pa smo celo lahko tvegamo zapor do 8 oziroma 5 let. Tako da v vsakem primeru ponarejanje oziroma kakšnokoli drugo kršenje dejanj ni dobro že samega vidika preprečevanja širjenja okužb.
Če se mogoče posvetim še prehajanju državne meje oziroma vstopu v Slovenijo, kar je bilo zelo pereča tema v zadnjem obdobju, sploh v primeru zaprtih mej. V tem trenutku velja odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive COVID-19. In odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS. Na podlagi teh dveh odlokov se za vstop v Slovenijo preverja pogoj PCT, pomeni, kar sem že omenila, oseba mora ali preboleti COVID, ali biti cepljena za to, ali biti testirana, se pravi, dokazovati mora to z ustreznimi dokazili. Vkolikor teh pogojev ne izpolnjuje, tvega karanteno 10 dni. To dvoje pa ni izvedljivo samo v primeru, da je oseba ena izmed izjem, in sicer ti pogoji se ne preverijo v primeru naslednjih izjem, ki pa seveda morajo dokazovati z ustreznimi dokazili. Prve izjeme so osebe v mednarodnem prevozu, vendar morajo te osebe zapustiti Slovenijo v 12 urah. In tudi sicer velja ta izjema samo za opravljanje dela. Se pravi, te osebe morajo imeti s seboj spričevalo za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali pa drugo ustrezno listino, ki dokazuje, da je delodajalec napotil na opravljanje prevoza v mednarodnem prometu. Druga izjema, ki ne dokazuje dokazovanje pogoja PCT, so osebe, ki opravljajo tranzit do prebivališča v Sloveniji, vendar mora ta tranzit trajati samo do 12 ur. Naslednja izjema so osebe do 15 let z družinskim članom, vzgojiteljem ali s tem, da vendar morajo te osebe, če so v spremstvu z družinskim članom, vzgojiteljem ali voznikom, morajo te njihovi spremljevalci, se pravi odrasle osebe, vseeno izpolnjevati pogoj PCT. Pogoja pri prehodu meje se ne preverja tudi dvolastni oziroma najemnik zemljišča v obmejnem območju, in sicer zaradi opravljanja kmetijsko-gozdarskih del, vendar samo v primeru, da se vračajo v 10 urah po prehodu meje. Ta pogoj velja tudi za druge družinske člane. Naslednja izjema so čezmejni delovni migranti, ki imajo delovno razmerje v drugi državi članici, se pravi v našem primeru Italija, Slovenija, z bivališčem do 10 metrov zračne črte od meje, pa tudi vračati se morajo nazaj v roku 5 dni. Potem naslednja izjema je voznik otrok do 15 let, ki vozi otroka na izobraževanje v drugo državo, recimo v našem primeru veliko Slovencev v Italijo vozi otroke oziroma obratno, in ta voznik se potem mora vračati v roku 2 ur nazaj. Seveda velja pa tudi, ne preverja se pogoja pri osebah, ki imajo dokazilo o nujnih zdravstvenih storitvah in se potem tudi vrnejo takoj po storitvi. Gre seveda za urgentne zdravstvene primere. Slovenska policija je pripravila tudi spletno aplikacijo o vstopu Slovenije, ki je sicer neobvezna, ampak zelo plastično prikaže, katere pogoje morate izpolnjevati za vstop v Slovenijo. Tako da v primeru dilem je smiselno v aplikacijo vnesti svoje podatke in takoj vidite, kakšni pogoji so za vstop v Slovenijo. Vse te informacije pa seveda nudimo na našem infodesku Evradija, kjer imamo kar aktivna povpraševanja, in sicer je urnik našega infodeska od ponedeljek, sreda in petek od 8:30 do 11:30 in v popoldanskem času od 1 do 15 ure. Sicer pa smo kadarkoli dosegljivi na elektronsko pošto, pa tudi izven uradnih ur, kolikor gre za urgentne primere. In z veseljem bomo odgovorili na vaše dileme, sploh kar se tiče čezmejnega opravljanja storitev, tako na slovenski kot na italijanski strani, saj s partnerstvom, ki pokriva projekt, poskušamo odgovoriti na različne dileme naših uporabnikov storitev.
Tako da jaz sem vam na kratko želela predstaviti, kakšni so pogoji opravljanja storitev oziroma prehoda v meje oziroma PCT-pogoji v Sloveniji. Seveda sem pa z veseljem na voljo tudi za dodatna vprašanja in informacije.